V sredo 23. januarja je bila v Tolminskem muzeju odprta razstava Mejni kamni, bodeča žica, stražni stolpi in minska polja. Življenje ob okupacijskih mejah v Sloveniji 1941-1945. Vračam pozdrava Tolminkam in Tolmincem. Del mojega življenja je bil tudi tukaj, hodil sem namreč v gimnazijo. Imam eno zelo mlado, entuzijastično ekipo. V Sloveniji morda to ni prav navadno, ampak so ljudje, ki želijo narediti čim več in ne razmišljati o tem, kako bi naredili čim manj. Tako da nikomur ni težko, ob tem se pa tudi to lahko in povem z veseljem, kar zabavamo. Odzivi so presenetljivi. Odzivi so nekaj, kar pravzaprav nismo pričakovali. Sledi našim razstavam oziroma našemu projektu, recimo na Facebooku sledi 7-8 tisoč ljudi, posamični prispevki imajo tudi več. Na terenu so nas ljudje zelo dobro sprejeli, nobenih težav nimamo z izjavami, s tem, da nam pokažejo stvari in tako naprej. Tako da mislim, da je to neka interakcija med znanostjo, med terenom in med ljudmi, ki pravzaprav je zelo redka. Mislim, mi je nismo načrtovali na tak način, nam se je nekako posrečilo in smo tega zelo veseli. Večletni raziskovalni projekt vodi redni profesor dr. Božo Repe. Sodeluje oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Inštitut za novejšo zgodovino, Inštitut za narodnostna vprašanja in Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Močno nas je presenetila že razsežnost tega, ker pravzaprav v Sloveniji kamorkoli greš, naletiš na meje, na ostanke meja, čeprav to danes ljudem ni v zavesti. In močno nas je presenetilo, kako močno je to zarezalo v življenje ljudi ene generacije. Torej te vojne generacije, seveda pa druge, kot je Tolminska, recimo, in tudi nekateri drugi konci Slovenije, tudi še prejšnje generacije. Razstava je nastala v okviru raziskovalnega projekta Napravite mi to deželo nemško, italijansko, madžarsko, hrvaško o vlogi okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva. Mi smo se odmaknili od nekih ideoloških tem, ki obremenjujejo Slovenijo, ampak smo pokazali vojne strahote v čisto vsakdanjem življenju. Ker Slovenija je bila razdeljena med 4 okupatorje, torej tukaj je bilo ogromno meja. Če to povem v kilometrih, 560 kilometrov meja, ki segajo od Prekmurja do Triglava, od vzhoda Slovenije do tukaj zahoda. Ta del je seveda še posebno zanimiv oziroma še posebno občutljiv zato, ker je tudi sicer obmejno območje, kar za nekatere osrednje kraje ni. Tam je z vojno to prešlo in tudi prej ni bilo, tukaj je pa to seveda drugače. Ogromno ljudi smo intervjujali, čez 80, stvari sproti dajemo na Facebook in na spletno stran, tako da si jih lahko vsak ogleda. Na terenu pa iščemo in skušamo nekako ohraniti tudi ostanke meje, se pravi mejne kamne, žice in vse, kar je ostalo, in zlasti človeški spomin na te dogodke. Razstava se vsebinsko deloma navezuje na 2 razstavi Tolminskega muzeja. Ob večni meji, postavljeni leta 2008, ki so jo dopolnili s katalogom Vojske, orožje in utrdbeni sistemi v Posočju, ter na desetletje mlajšo Posočje 1945-1947 z istoimenskim spremnim katalogom. Ta razstava, ki je tukaj, je osrednja razstava, torej govori o vsem slovenskem prostoru, od Prekmurja, kot sem omenil, do Triglava, obravnava vse meje. Delamo pa tudi regionalne, recimo v Rogaški Slatini kot obmejnem mestu. Jutri bomo odprli razstavo v Idriji, ki govori o Idriji, o Žireh in tudi posega malo v zgodovino, ker je tukaj Rapalska meja, potem postala del okupacijske meje. Podobno bomo naredili v Beli krajini in v Prekmurju in na koncu še neko osrednjo o Ljubljani, ki je imela poseben položaj, ker je bila prvič in zadnjič v zgodovini tudi obmejno mesto. Razstava v Tolminskem muzeju bo postavljena na ogled do 21. februarja. Zato je pravzaprav naše sporočilo nikoli več žic, nikoli več
torej preprečevanja pretoka ljudi, nikoli več ločevanja ljudi. To je simbolno sporočilo in se mi zdi, da bi ga Slovenci morali sprejeti, saj smo bili celo življenje begunci in celo življenje so nas ograjevali z žico.